Ta video moram posneti v 2 delih. Snimam na telefon, pa mi zašteka po določenem času. Skratka, še enkrat vam povem, da govorimo o tej deklici, ki je fascinirana nad očetovim lulčkom, da je mamica oziroma oba starša sta v strašanski zagati, dilemi, kako se s tem soočiti. Še enkrat poudarjam, da smo na področju kastracijskega kompleksa, se pravi, po oralni in analni fazi sledi falična faza. V tej fazi se zgodi Ojdipov kompleks, znameniti Ojdipov kompleks, katerega del je kastracijski kompleks. In deklica in deček, vsak na svoj način, mislita anatomijo lastnih genitalij, še posebej bolj intenzivno, kadar ko sta soočena z anatomijo genitalij nasprotnega spola. Zelo pomembno je za deklico za razvoj ženske seksualnosti v odraslosti, od pubertete naprej, že v puberteti, pri kom deklica prvič vidi anatomske razlike med spoloma. Kdo je nosilec organa, ki njej, deklici in mamici, na telesu manjka. In to soočenje je dobro, da se zgodi na ravni psihične realnosti v povezavi z očetom. Ta biološki oče, ki spi z njeno mamico, katerega ljubica je, ki tudi reče, ti si moja princeska, ti si moja ljubica, je hkrati nosilec organa, ki deklici in mamici ni med nogami zrastel. Zdaj, on pa to ima in deklica mora biti pri biološkem očetu, tistemu moškemu, ki ima organ več, ki si lasti njeno mamico in zaradi katerega ona zapusti prvi objekt želje, mamico, in preide na bitje s penisom, se pravi na očeta. In tam mora oče biti. Ni fajn, da prvič vidi lulčka, ok, lahko je bratec, dojenček, ok, vrtec obstaja, sosedovi dečki, ali pa torej v vrtcu tisti fantki, ki grejo lulat in imajo mezinčka, skozi katerega lulajo. Mogoče, zdaj ne vem, kako se ta deklica, ki hodi v vrtec, sooča z lulčkom, ki ga imajo fantje, ki ga ne pustijo ogledovati pa prijemati. Zdaj pa ona misli, ki je tako domačna s svojim tem očetom, da bi pa to ona pri njem lahko preverjala, kako je zdaj s tem lulčkom, ki je zdaj, ker je oče velik, občutno večji, bolj fascinanten, kot lulčki teh fantkov, ki jih vidi v vrtcu, in ona bi se v tem domačnem počutju tega lulčka kar prijemala, ker jo fascinira. Fascinare v osnovi pomeni uzreti moški spolni organ. Ko deklica ženska to uzre, ta stvar med nogami ni lepa, to bi bil absurd, error, paradoks, ampak je fascinantna. Uzreti moški spolni organ. Zdaj, fascinare, uzreti moški spolni organ, zdaj, če se pa ta organ pojavi kot erektiran, kot tam neka tretja noga, kar ni fajn, da to deklica prvič vidi v erektivnem stanju, ker tam je pa tam tretja noga za njo, tam pol njene roke, ali pa podlakti, cela podlakt, da bi to stoje videla. To deklica ne sme videti. Ni zrela, da to vidi pri svojih 3, 4, 5, 6 letih. Tudi prezgodna spolna vzgoja ni dobra, da to sem videl v enem videu hrvaškem, kako deklice v tem 3., 4. razred dajejo udnu navlaku, se pravi kondom na tretjo nogo, tam je 2 centimetrski kurac tam, Deklico to toliko prizadene, toliko jo zbega, da se lahko zateče v neko začasno lezbištvo, in da razmišlja, pazite to, razmišlja v objemu nevednosti, nepripravljenosti, o spremembi spola. Ni to dobro. Deklica ni fajn, če pogosto vidi očetov penis. Ta ga vidi naključno 3 do 5-krat, najlon plaže, golota tam, redna, vsak dan ali pa na najlon plažah ni v redu za razvoj normalne, poznejše dekličine
in spolne identitete in spolne želje oziroma pohote. Jaz sem za teden možganov pripravil ta referat, ki ga dobite na YouTubu, nisem ga smel odpredavati, ker lobiji so svoje naredili, feministično, legibitrovski, in tam tematiziram, kako je s tem prvim soočenjem deklice z anatomijo moških genitalij, kako je to tam zbegajoče, kako jo muči, kako je fascinirana, kako je zbegana, tudi prestrašena. In zdaj mamica mene sprašuje, kaj naj stori. Še enkrat povem, treba je flegmatizirati ta kontekst videnja, kot da ni nič, nekaj normalnega, kot da bi rekel dober dan ali pa kos kruha pojedo. Preusmeriti je treba pozornost z nekimi triki, prej smo omenili, lejo ptičko pa tako naprej v prvem delu. Načeloma pa ni fajn, da deklica redno videva očetov penis, da ve, da tam očka pa mamica s tem očetovim penisom, da se tam nekaj gresta, da ga očka nekam rine, ki je od tistega trebuška, kjer potem pa bratec, sestrica ratata, ki ga očka skozi lulčka da noter mamici v trebušček. Deklica ne rabi o tem razmišljati prezgodaj. Ampak, ko bo pa zrela, bo pa natančno vedela, da očka pa mamica, ki sta po noč skrb spala, da je očka mamici lulčka, ki je v mednožje rinil v tisto neko luliko, ker obstoj vagine je deklici neznanka. Ve za klitoris, to je tistem, ki ga nič ni in ko ga malo požgečka je lušn, celo do orgazma lahko pride pri deklici. To je treba, bi rekel, postopoma deklici upeljati v razmišljanje. Ampak potem, ko pa dobi, bi rekel, v 8-10 letih idejo, da se očka in mamica med sabo nekaj gresta in očetov lulček pomembno vlogo igra pri tem početju, ona za nazaj in tega dan danes tako rekoč nihče ne ve, vprašanje, kako je to vedel pa Freud. Moja izkušnja je, ko pač terapiram, da se retroaktivno, vnazajsko povežejo določene misli v konsistentno miselno celoto, v nek logičen sklop za nazaj, ko deklica v odraslosti zve, torej v predpuberteto po 10. letu zve, kaj je to seksualnost, kakšno vlogo ima lulček, da tam med nogami ni samo tisti mehen fingret, ampak je že tam neka luknja, vagina, skozi katerega bo ona nekoč rodila in kamor sodi moški penis, v tem seksualnem aktu. Takrat neke strasti še ne bo doživljala, ampak za razvoj odrasle ženske po penisu, ki je normalna, pričakovana, logična in kompatibilna z moškim, se more zgoditi mišljenje očetovega penisa, strani deklice. More se zgoditi. Ampak je to neintenzivno, ne spremlja preveč kilobajtov psihe, se ne sme pokuriti, se pa more zgoditi. Tako da jaz lahko potolažim to mamico, da je deklica čisto običajno fascinirana nad tem, da ima očka lulčka, rada bi se ga dotikala, pa se ga ne sme, srama še nima, še manj gnusa, to jo navdušuje, vsa je vzhičena, ko to vidi, se kar prijela, ker za njo ni to nič seksualnega. Samo eno roko več ima tam med nogami, ali pa en prstek več, skozi katerega lula. Za njo ni nič seksualnega. Vse skupaj bo potem v objemu prihajajočega nadjaza potlačila, izrinila iz zavesti in na tem fundamentu bo zgradila žensko poznejšo pohoto, ki je tako kompatibilna z moškimi. In potem se reče, na odru rečem, dvakrat sta bila tale dva na moji predstavi, tudi tretji dvoje sta prišla zaradi ene klobase, si mora potem pa ženska privoščiti pa kar celega prasca. V bistvu žensko fascinira penis. Slučajno ga imamo moški in pridemo zraven. In ko je žensko enkrat moški zamaši, s tem mesnatim organom, s penisom, se odpre novo vesolje. Vesolje pohote, fascinacije, navdušenja, naslade. Vsa ta pohota je ven vseka, koga končno faše. Do konca, do jajc in naprej. Ampak to se bo šele zgodilo med puberteto, v odraslosti in polna ženska seksualnost se lahko zgodi po 30. letu. Po 25. recimo malo prej.
Prej so pa punce malo sramežljive, mlade ženske zbegana, ampak potem, ko pa pride pohota do polne veljave, pa stopi na sceno točno obdobje izodipalne faze, iz kastracije, to, kar punčke od 3. do 6. leta doživljajo. In to je prav. Starši morate pa flegmatizirati to soočenje, prepovedi ne sme biti, ona mora celo tako, ona, ko razrešuje to kastracijsko situacijo, svoj primanjkljaj enega organa, zdaj ali razmišlja, da to njej kdo odrezal, ali da to ni izraslo, tako je to normalno in naravno, ona se v tem hendikepu mora, logično je, pravilno je, normalno je, naravno je, da se zateče v klasičen karakterni narcizem, bi rekel, ne, telesni narcizem je bolj pravilno. Telesni narcizem se pravi, če nimam lulčka, sem pa toliko lepša. Poglej me, očka, kako sem lepa. Vse na meni je lepo, in dejansko je vse na ženski lepo. Deklica misli, ali pa ženska pozneje, da tudi njena lulika lepa, vagina, pustimo zdaj to, kakšna je za moškega, ampak ona napada moško željo, on stran katere moške želje, je očetova, apelna očetova želja, v smislu, očka, poglej me, kako sem lepa, imej me rad, če tudi nimam lulčka, sem toliko lepša. Ta fantazma se taki deklici dogaja, se potlači in potem pride ven v odraslosti, v čist normalni obliki, daj mi tisto, kar meni na telesu manjka, tisti tvoj privesek, ki postane pristojek, jaz ti pa dam na uporabo v zahvalo, ker mi ti daš ta organ, celo telo. Počni z njim, kar te je volja. Poglej me, kako sem lepa. Se pravi, ta telesni narcizem, ker nimam lulčka, sem toliko lepša, je izhod iz kastracijskega kompleksa. In deklica mora v to smer razvijati svojo psihično realnost in dotična hčerka pravilno razvija, sam je treba na nek način vse skupaj flegmatizirati, jo malo zmotiti, ko ona je vsa navdušena, dej oči, dej mi pokaž, ko pa imaš, kako pa ti lulaš, pust me primer, dej ti tamala, lej, tamle, igračke imaš, grem, jaz mudišem in grem laufat. Mamica pa tudi preusmeri pozornost na diskreten način, ne delati dramo, Se pravi, ta etiologija normalne spolne želje pri deklici se začne v odipalni fazi, v tej fazi kastracije, soočena z anatomijo genitalij, in to je ključno, in pri tej deklici se vse dogaja normalno. Res je, da bo v tej borbi za očeta, ker ona je deklica, je tekmica z mamico za očeta, to je normalno. Ko bom velika, se bom poročila z očem, mami bo pa že stara, pa grla, pa umrla bo. Ta tip razmišljanja so mi, mnoge deklice so mi povedale, pa mamice so mi povedale, ob tej priliki naprošam vas, mlade mamice, pa tudi starejše mame, dajte povedati, nekako mi napišite, sporočite, kako je vaša hčerka dojela, da imajo moški, fantje, oči, tam nek organ več, lulčka več. Dajte mi to napisati. V to smer se razvija pravilni fundament ženske želje. Pravilno je, da se to dogaja, in pravilno je, da se mamica in deklica, hčerka na nek nezaveden način tekmujejo za očeta. In zmagati mora mamica. Torej, mamica spi z očetom. V to smer gre ta psihoanalitična logika, ki je ne marajo te LGBT-ovski lobiji, feministke, absolutno nočejo kaj takega slišati. One imajo pa problem z očetovim penisom, penis se ženskam gnusi, ker se kot hčere nekaj napačnega doživljale, ravno v povezavi z očetovim penisom. Oče je bil nek kreten, mogoče ga ni bilo. Pravilno pa je, da je deklica očetova ljubica, princeska, da je oče tisti, ki reče, ti si ljubica moja princeska, le koliko si lepa. V isti sapi ima pa rad mamico in po noč očka pa mamica skupaj spita, se tudi objemata, imata rada, in deklica takrat potem začenja ponotranjati ta tabu incesta. Moč nadjaz in se odreče očetu, želji po očetovem penisu se na nek način odreče in potem vse skupaj potlači, torej v obdobju latence
in na začetku pubertete oziroma v puberteti se želja po penisu, sicer izvorno po očetovem penisu, začne vračati. Potem se začne zanimati recimo za jahanje konjev, deklico so fascinantni za deklico tudi samorogi, oni, ki imajo pa tlele ven falus, vse je to pričakovano, tako da, spoštovana mamica, bodite pomirjeni, vaša hčerka pravilno razmišlja, ampak v eni točki se morate vidve pač prijateljsko domeniti, da je hčerka ljubica od očija, ampak očka je pod mamice, oči pa mami skupaj spita, se imata rada, se objemata. Skratka, tokle sem želel povedati, moj apel je tudi, spoštovane ženske, ki ste bile mamice, dajte mi na eni točki, če se spomnite, sporočiti, zanimajo me pa ženske, punčke, kako so punčke dojele, da obstaja anatomija genitalij, ki je različna med spoloma. Probajte mi nekako sporočiti, če imate kakšno zanimivo zgodbo. Pri fantih je zadeva pač drugačna, jaz vem kakšna, na ravni psihični realnosti to poteka, pri ženskah, pri deklicah pa tudi na ravni psihični realnosti, nekaj deklica v besedi, kakšne absurde, kdaj bo to meni zrastel, a je oči bolan, iz lulike in kost me samo štrli, pa lula skozi tam nek kabel ima za lulat, kako to, zakaj to jaz nimam, vse te variante so ključne za razvoj normalne pohote, ki sledi v puberteti, začenši potem pa v odraslosti. Glejte, če so vam teli video všeč, res je, da bi jih moral imeti v kakšnem močnem nacionalnem mediju, ampak tudi tale virtualna realnost, YouTube kanal je nekaj sprejemljivega, torej tale faktor, mislim, da je res pase, zato ker tam, ki je Katarina Keček voditeljica, mene ne bo, ker ta Katarina Keček mene toži za 10 000 evrov. Kaj mi je delala v Faktorju, pejte si pogledat, in jaz ne bom na isti televiziji glavni komentator, ona bo pa sovoditeljica Dober dan Slovenija, z Violeto Tomič, Ano Marija Mitić, tako da sem s Faktorjem verjetno končal. Sem pa tudi tale drugi del videa končal, zdaj v dobri veri, da vam je tole pomagalo, sem se razdal za vas, spoštovane gledalke in gledalci. Če so vam video všeč, donacije so zaželjene. Čau.